Ob zaključku projekta Roke skozi objektiv je Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško svoje delo predstavilo s fotografsko razstavo, krajšo dramsko uprizoritvijo pripovedke o sestrah rekah Savi, Dravi in Soči ter filmsko projekcijo, ki so plod 4 mesecev sodelovanja, učenja, dela in druženja mladih članov DNG Posavje, Društva ljubiteljev fotografije Krško in produkcije LIA Media Krško. Mentorja fotografske delavnici projekta sta bila Jožica Mikek Weber in Branko Benčin, filmske pa Mija Brune in Matej Žibert. Ja, delo v projektu je bilo zelo zanimivo, kajti bilo je potrebno uskladiti interese teh mladih ljudi, njihova znanja so bila pravzaprav zelo osnovna, zato se je bilo v začetku najprej potrebno izobraziti o delu z fotoaparatom in pa videokamero. V nadaljevanju smo se preizkusili s fotografiranjem na terenu, iskali smo ustrezne motive, iskali ideje in nekako smo se odločili, da je letošnji motiv naš voda, ta voda, ki daje neizmerno moč življenja, tudi zato, ker nas voda spremlja v našem okolju, tako v potokih, rekah, jezerih, tudi hidroelektrarne so del našega življenja v Posavju in zdelo se nam je zelo zanimivo. Ena izmed najbolj aktivnih udeleženk, vseh je bilo približno 15, je bila 21-letna Urška Kozole, ki jo veselijo vse oblike ustvarjanja, saj se ji zdi to odličen način izražanja. Všeč mi je, da ljudje pokažemo svoje izražanje, svojo misel. Bi rada prihodnjič upam, da bom imela svojo razstavnost. Na delavnici sem poznala gluho osebo, ki je veliko povedala svoje mnenje. Pač mi je prav všeč, ko se gluhi učijo kretajo, že od nje marsikaj učila kretnja. Drugače se odlično počutim v družbi, sem veliko pogovarjala o tem na splošno. Komunicirali smo pa preko prevajalca, ker jaz ne poznam tega jezika njihovega in smo preko prevajalca komunicirali, tako da smo se sporazumeli vse. Jaz sem hotel, da naredijo dobre, lepe fotografije, no in to mi je tudi uspelo in to je bilo tudi za njih, da naredijo nekaj dobrih fot. Imeli so zelo dobre ideje na temo voda, nekje jih je malo tehnika, ker niso še zverzirani v tehniki, ampak jim je uspelo narediti zelo kvalitetne fotografije, tako da je nastala zelo lepa razstava.